Milijarder in izvršni direktor modne hiše umre, potem ko pade s pečine v španskem gorovju. In skrivnost je visela nad tem primerom več kot leto dni, vse do zdaj. Nove fotografije očitno prikazujejo osumljenca v priporu in kdo je ta oseba, vas bo morda šokiralo. To lahko sproži več vprašanj kot odgovorov. Je bila smrt generalnega direktorja res nesreča ali pa je šlo za usodno poslovno potezo? Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. Mango. Ste že slišali za Mango? Je ogromen. Je drugi največji svetovno priznani modni trgovec v Španiji. Takoj za Zaro. Ima vrednost 2 milijardi 100 milijonov dolarjev. Tako pravi Kantor.com. Podjetje samo navaja, da ima več kot 2900 trgovin v več kot 120 trgih po svetu. To je ogromno. Mimogrede, morda celo poznate to trgovino. Morda ste tam kdaj že nakupovali. Morda pa niste vedeli, da je ustanovitelj in izvršni direktor, katerega premoženje naj bi znašalo 4,5 milijarde dolarjev, umrl pred kratkim. In to se je zgodilo na tako tragičen način. Po poročanju medija El Mundo se je 14. decembra 2024 71-letni Izak Andić odpravil na pohod po poti Le Fouchat. Nahaja se v gorovju Montserrat v Kataloniji v Španiji. Opravičujem se, če kaj napačno izgovorim, vendar gorski odbor za to območje pravi, da je 5,5-kilometrska pot pohod srednje težavnosti, torej ne posebej zahtevna pot. In zdi se, da to ni bil prvi pohod direktorja. Pomembno je upoštevati tudi to. Ker naj bi med tem pohodom Izak na neki točki zdrsnil in padel 98 metrov, kar je sprožilo obsežno reševalno akcijo, helikopter, 3 iskalne in reševalne ekipe. In žal je Izak umrl na kraju dogodka. Utrpel je več poškodb zaradi padca. Zdaj so uradniki izvedli preiskavo. To je vključevalo analizo kraja padca in opravljanje razgovorov s pričami, ki so bile na pohodniški poti. In najpomembnejši izmed teh zaslišanih je bil njegov sin Jonathan, ki ga je tisti dan očitno spremljal na pohodu. Po poročanju El Mundo je policiji povedal, da je slišal zvok padajočega kamenja in videl, kako je njegov oče padel po gori, ko se je obrnil. Tukaj je težava. Njegove izjave policiji so naj bi začele postajati nedosledne. In to so sprva pripisali Jonathanovemu šoku. Prav tako naj bi poklical svojo takratno partnerko, preden je poklical oblasti, ko je njegov oče domnevno padel. Naslednji mesec so uradniki zaključili, da je bila Izakova smrt nesreča. In primer je ostal takšen skoraj 3 mesece. Potem pa pridemo do marca 2025. Špansko sodišče je odredilo ponovno odprtje primera, ker policija domnevno ni dokončala svojega uradnega poročila. In po poročanju El Mundo je sodišče iskalo dodatne informacije svojega obiska kraja dogodka, analize telefonskih podatkov in izjav prič, ki so jih zbrali. Tako naj bi policija ponovno zaslišala tudi Isakovega sina Jonathana. Maja 2025 je El Mundo poročal, da je policija uradno vztrajala pri svoji teoriji, da je Isakov padec nesreča. In to je bilo po pregledu celotne preiskave in naj bi Jonathana večkrat zaslišali. Mimogrede, še nekaj več o Jonathanu. Ker je tesno sodeloval s svojim očetom pri razvoju podjetja Mango, je bil leta 2007 Jonathan pionir Mango Man. To je bila prva moška linija podjetja. Do leta 2012 je bil član upravnega odbora podjetja Mango. Kasneje je postal podpredsednik in po poročanju El Mundo je Izak leta 2014 Jonathanu zaupal širše operativno vodenje. A očitno se je po 2 zaporednih letih izgub Isaac odločil, da svojega sina odstrani z operativne funkcije in ponovno prevzame nadzor. In ta odločitev naj bi po poročanju obremenila njun odnos. Znova, tako poročajo. Ne vemo zagotovo. Če preskočimo naprej do junija 2025, 6 mesecev po očetovi smrti, Jonathan naj bi odstopil kot vodja Mango Man. Ostal na položaju podpredsednika upravnega odbora Mango in več pozornosti namenil družinskim holdinškim podjetjem. To vključuje Punta Non Holding, ki je nepremičninsko podjetje, in MMG Mango Holding, ki ga očitno prav tako vodita Jonathanovi 2 sestri. In po besedah Manga je bil to del nadaljevanega načrta ločitve med lastništvom in upravljanjem, ki ga je leta 2020 začel Isaac sam, ko je imenoval novega izvršnega direktorja, ki ni bil član družine.
Vendar je bilo jasno, da ima Jonathan, najstarejši Isaacov sin, domnevno še vedno velik delež v očetovem imperiju. In sredi tragedije se je po vseh poročilih zdelo, da vse poteka kot običajno. A potem hitro preskočimo naprej v oktober 2025. El Mundo poroča, da je bila preiskava Isaacove smrti drugič ponovno odprta. Policija pa ponovno analizira Jonathanov telefon, ker naj bi preiskovalcem predal drug telefon, kot ga je uporabljal na dan pohoda. Policija naj bi prav tako analizirala Jonathanove neskladne izjave v zvezi s smrtjo njegovega očeta. Ne vemo, ali so res neskladne. Tako poročajo. To naj bi bila obtožba. In bom razložil, kaj to pomeni in kaj morda ne pomeni v trenutku. A še en španski medij, El País, je takrat poročal: preiskovalci so, citiram, naleteli na vrsto sledi, ki so jih, ko so jih vzeli skupaj, odvrnile od ideje o zgolj nesreči in jih usmerile k možnosti uboja. Špansko sodišče je prav tako poročalo, da primer obravnavajo kot morebiten uboj, čeprav uradno niso razglasili nobenih osumljencev. In takrat je tiskovni predstavnik družine Andić za El Mundo izdal naslednjo izjavo. Citiram: družina Andić v vseh teh mesecih ni dajala in tudi ne bo dajala nobenih komentarjev glede smrti Isaka Andića. Vendar želijo izraziti spoštovanje do postopkov, ki so bili izvedeni, in bodo še naprej sodelovali, kot so to počeli do zdaj, s pristojnimi organi. Prav tako so prepričani, da se bo ta postopek končal čim prej in da bo nedolžnost Jonathana Andića dokazana. In medtem ko se vse to dogaja, je do jeseni 2025 El Mundo poročal, da je Jonathan Andić še naprej utrjeval svoj vpliv v Mango MNG Holdingu preko svoje vloge predsednika. Ne pozabite, družina Andić nadzoruje 95% podjetja Mango prek svojih holdingov, ki predstavljajo dediščino, ki jo je zapustil Isaac. Naslednji mesec, decembra 2025, so se trije Isaacovi otroci poklonili očetu v pismu ob prvi obletnici njegove smrti. Del tega pisma, ki je bil objavljen v časopisu Ara, se glasi takole: za nas, njegovo družino, je njegova največja zapuščina osebna. Isaac je bil ljubeč in skrben oče, miren, pozoren in moder človek. Bil je nekdo, ki je resnično poslušal, ki je praznoval uspehe drugih in ki je vedno našel čas za tiste, ki jih je imel rad, ne glede na to, kako zahtevni so bili. Imej v mislih, da je bila preiskava glede smrti njihovega očeta še vedno v teku in da bi lahko šlo za umor, kaj ne? Zdaj pa skočimo 5 mesecev naprej do danes, torka 19. maja. In Jonathan je bil po poročanju uradno aretiran s strani policije, natančneje katalonske policije, in sicer zaradi suma umora v povezavi s smrtjo Isaka. Vendar do trenutka tega snemanja še ni bilo potrjenih nobenih uradnih obtožb. Po poročanju BBC-ja se je Jonathan kasneje pojavil pred sodnikom v Martorelu, ki je v provinci Barcelona v Kataloniji v Španiji. Sodnik je odredil €1 milijon varščine, mu odvzel potni list in zahteval, da se tedensko javlja na sodišče. To poroča El Mundo. In po poročanju El Mundo je Jonathan uspel plačati varščino. Družina Andić, njihov tiskovni predstavnik, se je na aretacijo odzvala z izjavo. O tem je poročal časnik El Periodico. V njej med drugim piše, citiram: Jonathan trenutno daje izjavo v okviru preiskave nesreče, ki se je zgodila 14. decembra 2024. Ne moremo dodati veliko več, ker je preiskava zaupna. Naše sodelovanje je bilo in bo v tem procesu popolno. Poseben gost se mi bo pridružil pri analizi tega. Z mano je ponovno Jack Rice, kazenski zagovornik, nekdanji tožilec in nekdanji agent CIA. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, gospod, zelo cenim. Kaj se je tu spremenilo? Kako prideš od nesreče do aretacije? Ja, to je fascinantno. Poglejmo si časovni potek. Torej, če pogledamo nazaj, vidimo, da se je to zgodilo decembra 2024. Preiskavo so imeli odprto nekaj tednov. Toda potem marca 2025 so preiskavo zaključili. In nato so jo marca 2025 ponovno odprli. Kar ti pove, da se je nekaj spremenilo med tem, ko so jo zaprli in ko so jo ponovno odprli. In potem so s tem nekaj časa odlašali. Zdi se mi, da mora biti nekaj v zvezi z izjavami, ki jih je dal Jonathan. Več različnih izjav. In to je tisto, kar slišimo. Ne pozabite, to je zaupna preiskava, zato je težko natančno ugotoviti, kaj imajo. Vemo pa, da je bilo podanih več izjav, saj je tudi družina priznala, da so bili odprti in da so imeli več pogovorov z oblastmi. To mi pove, da je moral najprej reči eno, potem pa drugo. In tukaj smo zdaj. Protiargument bi bil,
In spet nimam vseh podrobnosti. To je verjetno izjemno travmatičen dogodek. In kako ločite med tem, da so izjave nedosledne in da je videti sumljivo, v primerjavi s tem, da lahko zaradi travmatičnega dogodka napačno pomnite določene stvari? Morda se določenih podrobnosti ne boste pravilno spomnili. Lahko rečete eno stvar v enem trenutku, pod grožnjo ali, veste, ko ste v paniki, ste pod stresom. Ne zato, ker bi nekaj skrivali, ampak zato, ker, veste, če je zgodba taka, da gleda, kako njegov oče pade, v primerjavi s tem, da bi lahko šlo za zločin, mislim, da je to težava, kar najprej opazim. Ja, mislim, tudi sam vidim šibkost v tem primeru, ker vemo, kako deluje človeški In to smo videli tudi pri tistih, ki so bili žrtve, ki imajo neko zaznavo o tem, kaj se je zgodilo. In potem začnejo ponovno premisliti, kaj to v resnici pomeni. In videli smo nedoslednosti. In to ne pomeni, da gre za neko zaroto. Namesto tega je lahko to nesporazum ali travma, ki se zgodi, ko tvoj oče pade zgore. Mislim, resničnost tega, s čimer se soočamo, je prav to. Ideja, da Jonathan vidi svojega očeta pasti zgore in si nekaj misli, temelji na ogromno informacijah, od katerih jih večine nimaš. Morda pa nekatere samo ugibaš. In to bi lahko veljalo tudi v tej situaciji. Tukaj sem bral o forenziki, mislim, ne o podrobnostih. O tem, ampak spomnim se, da sem bral, da bi lahko bil problem glede forenzike na tem prizorišču in morda izjave ne ustrezajo forenzičnim dokazom. Kaj bi to pomenilo? No, razmišljal sem isto glede morebitnih poškodb. Je bilo še kaj drugega? Je bilo kaj v očetovem telesu, kar bi to lahko spremenilo? Je bilo kaj glede poškodb? Ampak moramo se zavedati, da je ena od težav pri tem pristopu ta, da moramo razmišljati o samem incidentu. Padel je z več kot 90 metrov in količina poškodb, o kateri govorimo, bi lahko temeljila na toliko različnih dejavnikih. In težava je tudi v tem, da je bila to zelo priljubljena pot. Torej, z drugimi besedami, ni tako, kot da bi imeli neko nedotaknjeno pot. In kaj se zgodi je to, da sta bila dva človeka, ki sta stopila na pot, in potem nihče več ni stopil na pot potem. Torej, z forenzičnega vidika mislim na notranje forenzične preiskave. To pomeni, kaj se dogaja znotraj Jonathanovega telesa, glede na to, kaj se dogaja znotraj telesa njegovega očeta v smislu toksikologije. Ampak kar se tiče samih poškodb, bodimo iskreni. Poškodbe so lahko precej katastrofalne. In ni mogoče reči, ali so nastale prej ali kasneje. In da bo jasno, tukaj sklepam, ampak to moram narediti. Drugače je, če imate primer, kjer nekdo recimo sproži orožje v določenem trenutku ali pa deluje v samoobrambi in lahko pogledate smer krogel, kje so bile izstreljene, ter rečete, da to ne ustreza argumentu samoobrambe. Če govorite o nekom, ki pade s pečine, resnično, in še enkrat pravim zgolj za primer, želim biti jasen, ne trdim, da je Jonathan to storil, ampak zgolj za primer. Ali ni nemogoče vedeti, ali je bil nekdo potisnjen, ali je padel sam in v katero smer je bilo njegovo telo? Mislim, razen če nimaš kakšnih sporočil, pričevanj ali videoposnetka, je to verjetno izziv in s tem imam tukaj težave pri razumevanju. Ja, tudi jaz imam težave, ker iščem motiv, kaj ne? Če iščeš to digitalno sled, ali je bilo kaj rečenega prej, kakšen razlog, zakaj bi se to zgodilo? Morda to iščeš, ampak seveda tega ne vidiš. Iskreno in o tem razmišljam v kontekstu forenzike v tisočih primerih, ki sem jih obravnaval. In ena od stvari, na katero bi lahko bil pozoren, so obrambne rane. Torej, z drugimi besedami, odprem roke na široko in začneš opažati praske ali ureznine ali kaj drugega, kar kaže, da dejansko držim roke gor. Ampak tukaj je spet naš problem. 320 čevljev po pobočju gore. Vse, česar se očetovo telo dotakne na poti navzdol, bi lahko zaznali. Če bi te roke zadele nekaj, bi lahko nastale poškodbe, ki bi jih lahko razumeli kot obrambne. Čeprav v resnici v tem smislu sploh niso obrambne. Torej, ko o tem razmišljamo na ta način, je to kar zahtevno. In ne pozabite, po španskem pravu velja domneva nedolžnosti. To je zapisano v ustavi. Dokazati je treba onkraj razumnega dvoma. Merilo je, da ima država breme dokazovanja, da se je to zgodilo. In domneva je, da je on popolnoma nedolžen. Z drugimi besedami to je, če obrnem analogijo, zelo visoka gora, ki jo mora država preplezati, da bi dokazala Jonathanovo krivdo tukaj. Mimogrede, ste delno seznanjeni s španskim pravom.
Ideja je, in ponovno, to so trenutna poročila v času tega snemanja, v času tega prenosa. No, v času, ko to snemamo, bi moral reči. Torej, Jonathan je bil aretiran zaradi suma uboja, vendar ne verjamem, da so bile kakršnekoli uradne obtožbe potrjene. Je to prav? Komentar, kako bi morali razmišljati o tej preiskavi v Španiji? No, španske oblasti to obravnavajo precej drugače, tako kot to počnejo Francozi. In spet, to je eden izmed tistih zanimivih vidikov celo evropskih zakonov. Zavedate se, da skorajda ne obstaja nekaj takega kot evropska zakonodaja, kaj ne? Resnično je ni. Obstaja EU in način, kako so finančno povezani. Ko pa gre za njihove zakone, so ti zakoni pogosto precej drugačni. Imajo standarde, tako kot jih imamo mi. V tem posebnem primeru pa so naredili to, da so odprli to preiskavo in jo nato zaprli za javnost. In naš problem je, da preprosto ne vemo dovolj. Mislim, ena od stvari v ameriškem pravnem sistemu je, da imamo težnjo, smo čim bolj transparentni, kolikor je mogoče. Španske oblasti tega pogosto ne počnejo, še posebej, ko gre za odmevne primere. Mislim, bodimo iskreni. Govorimo o družini, katere prodaja iz Mango je lani znašala 4,4 milijarde dolarjev. Torej, dejansko so se povečali glede na vrednost tega podjetja. In problem je, da je to zelo odmeven primer. To je vprašanje očeta in sina. Sin je dejansko zdaj vodil podjetje. Vsa ta vprašanja vplivajo na to možnost. Zato mislim, da so se odločili, da to zapečatijo. Preprosto nimamo dovolj informacij, da bi to vedeli. Kaj pa milijon evrov varščine? Moral je oddati svoj potni list. Mora se tedensko javljati na sodišče. Uspešno je plačal varščino. Predvidevam, da je to pač njihov način. Kaj misliš o tem? Veš, zanimivo je, sem razdvojen, veš, ker ko pogledam nekaj takega, ali res obstaja kakršenkoli resničen razlog, da bi Jonathan pobegnil iz države ali iz Evrope ali kamorkoli drugam. Da ima sredstva, da to stori. Ampak če nimamo ničesar, dobesedno ničesar, kar bi nakazovalo, da bo to storil, bi bilo moje vprašanje, zakaj bi sploh zahtevali varščino? Če ni potrebe, da bi jo določili višje, kot je nujno potrebno, da zagotovite, da se bo pojavil in da ne predstavlja nevarnosti za druge, kakšna bi bila potem zahteva? Ampak to vidimo ves čas. Vidimo to v Združenih državah. Mislim, je tisti nedavni primer iz Teksasa, kjer je tisti moški pobegnil v Kanado in na koncu pristal v Italiji. In dejansko so tudi v tem primeru določili varščino, ki je presegala $1 milijon. Ni imel predhodnih kaznivih dejanj, nič ni nakazovalo, da bo pobegnil, pa je vseeno pobegnil. Torej, se lahko zgodi. Prebral sem to že prej, ampak če se vrnem nazaj, izjavo predstavnika družine Andic, da Jonathan trenutno daje izjavo kot del preiskave. Pravijo, da glede nesreče 14. decembra 2024, glede nesreče, ne incidenta, nesreče. In pravijo, da ne morejo dodati veliko več, ker je preiskava pod sodno tajnostjo. Naše sodelovanje je bilo in bo ostalo popolno skozi celoten proces. Kaj ti to pove med vrsticami? Transparentnost. On je veliko govoril. In kar se dogaja, mi pove, da po mojem tožilstvo nima veliko, ima pa veliko izjav. In če si bil skozi celoten proces transparenten in si veliko govoril skozi ta proces, gledajo, kaj je rekel na dan dogodka, kaj je rekel teden kasneje, kaj je rekel potem. Kar vemo je, da je rekel, da je hodil pred svojim očetom in se je obrnil, ter videl, kako njegov oče pada s pečine, ter slišal, kako padajo kamni ali nekaj podobnega. To je rekel prvič. Vprašanje je, ali je sčasoma nekako dramatično spremenil zgodbo. Kar se mi zdi nenavadno, ampak malo verjetno. Ampak je mogoče. Preprosto ne vemo. Lejte, iz tožilske perspektive morajo upoštevati slavo tega tipa. Razumeti morajo, kaj pomeni objaviti, da je pridržan ali aretiran. To je Mango. V redu? Če nimajo dovolj dokazov in recimo, da ga izpustijo, brez obtožb, je to nekaj povsem drugega, kot aretirati kogarkoli drugega. Moram verjeti, da imajo na tej točki dovolj dokazov. V nasprotnem primeru morajo poznati posledice takšnega dejanja. Tudi če ne bo obtožb ali pa bo preiskava opuščena, je njegov ugled lahko, obstaja argument, da je bil okrnjen. Mislim, da je v novicah zaradi morebitnega uboja svojega očeta. Torej, z tožilske perspektive s tem ne greš naprej, razen če nimaš nečesa pomembnega. Kaj ne? Rad bi rekel da, ampak rad bi tudi rekel, da obstaja prepričanje, obstaja upanje. Začnimo s tem.
Obstaja upanje, da smo pred zakonom vsi nekako enaki. Ampak to ni vedno res. Mislim, ti in jaz sva to videla skozi leta, ko so nekateri znani ljudje dejansko pod večjim drobnogledom. To sva videla. Videla sva primere, kjer se zdi, da nekateri znani ljudje zaradi svoje slave dobijo manj pozornosti in se izognejo posledicam. Zdi se, da je skoraj odvisno od tožilske oblasti na tem področju, da reče, kaj bom storil. In hkrati, če se boš lotil ene najbogatejših družin v Španiji, To je ena najbogatejših družin, če ne celo najbogatejša družina v Španiji. Vredni so milijarde in milijarde dolarjev. In vendar, ideja, da boš sprožil nekaj takega na podlagi malo ali nič forenzičnih dokazov, vsaj kolikor jih vidimo, in na podlagi nekaterih izjav, te izjave morajo biti res zelo dobre. Te izjave morajo biti res nekaj posebnega, ker drugače, posledice tega, da se družina osredotoči na španske oblasti in vpraša, kdo je sprejel to odločitev, ker imam občutek, da tega ne bodo pustili, če bo primer zavrnjen. Šli bodo zelo visoko po verigi oblasti, da bi ugotovili, kdo je dejansko rekel da. Kaj menite o poročanju? Samo še nekaj stvari o tem. Zanimivo mi je vaše mnenje. Kaj menite o poročanju, da je poklical svojo takratno partnerko, preden je poklical oblasti, ko je njegov oče domnevno padel? Nekateri bi rekli, da je to sumljivo. Drugi bi rekli, moj bog, si v stanju panike, ne razmišljaš jasno, seveda boš najprej poklical svojo družino. To sem že videl v drugih primerih, kako se to uporablja proti kazenskim obtožencem in včasih sem zaradi tega razdvojen. Kakšno je vaše mnenje? Ja, tudi sam sem zaradi tega razdvojen. In pravzaprav si mislim, če bi moj oče pravkar padel, 90 metrov padel, v prepad gore in pristal na skalah na dnu, bom poklical oblasti. In kaj potem? Kaj je to? Kaj bodo oblasti tukaj sploh naredile? Še posebej, ko sem v paniki in se sprašujem, koga naj pokličem. Preprosto pokličem neko naključno osebo na 112, torej nujne službe v Španiji, zunaj Barcelone. In to bom naredil. Ali pa pokličem svojo partnerko, ali pokličem svojo mamo, ali pokličem svojo sestro, ali pa pokličem ljudi, ki jih imam rad in za katere mi je mar in rečem, moj bog, poglejte, kaj se je zgodilo v naših življenjih. Mislim, da se mi to ne zdi nerazumno za kogarkoli, ki bi rekel, da ima pred seboj nujno situacijo. Bom poklical naključnega neznanca prek telefona in poklical 112 ter rekel, naj vam povem o tej zadevi, ki je ne morem rešiti in je ne morete rešiti niti vi? Ali bom poklical ljudi, do katerih mi je najbolj mar in rekel, kaj naj storimo? Ja, mislim, da je to dobra točka. In imamo tudi informacijo, da je preiskovalcem domnevno dal drug telefon, kot ga je uporabljal na dan pohoda. Torej, to je bilo oktobra 2025, ko so preiskavo drugič ponovno odprli. Ne vem, ali je v tem kaj zloveščega, ali pa je preprosto imel drug telefon. Kupil si je nov telefon. In prav tako poskušam malo bolje razumeti podjetje. Naprimer, koliko se poglobijo v podjetje, v dinamiko podjetja in njegovo vodstveno vlogo. To sem že prej omenil. Izek je leta 2014 prenesel širša pooblastila za vodenje na Jonatana. Ampak potem so tu ta leta izgub in odloči se, da svojega sina odstrani iz operativne vloge. Ampak to je bilo 10 let prej, kaj ne? Če bi bilo to 2 meseca prej ali 2 tedna prej, me zanima, koliko bi bilo podjetje zdaj pod drobnogledom. Ja, mislim, da bi mi to imelo smisel. In tukaj se bo pojavilo vprašanje relevantnosti, kaj ne? In če pomisliš pravno gledano, je to vprašanje relevantnosti. Če bi lahko naredil to, bi lahko rekel, da obstaja nekakšna povezava glede tega podjetja. Morda je to vodstvo. Morda v smislu, kako je Jonatan vodil podjetje, ali mu ni uspevalo voditi podjetja, ali kaj se je dogajalo. To bi pomenilo, da lahko na podlagi tega razumem, zakaj je Jonatan to storil. Če pa te povezave ne morete vzpostaviti, če te povezave ne morete narediti, potem imajo države trditi, da je to nepomembno. In upam si reči, da je od incidenta rast tega podjetja približno 11,5%, 12%. Pravzaprav se njegova vrednost povečuje. In zato razmišljamo, kaj to pomeni? Je to pomembno? Verjetno ne, ampak morda pa je. Če lahko najdeš način, ampak mislim, da če si tožilec v tem primeru, tožilski organ, in moraš iti tako globoko, da vse to povežeš skupaj, to je šibek primer, kar mi pove, da morajo imeti izjavo. Morajo imeti še nekaj drugega.
Zdaj, kar se tiče telefona, je to zanimivo vprašanje. Veš, imam veliko prijateljev iz Evrope, ki imajo tako ali tako več telefonov. In imajo tako ali tako več kartic. In kartice vstavljajo in odstranjujejo iz svojih telefonov, glede na to, kje so. Tako da me včasih sploh ne preseneti, da ima nekdo, ki ima osebni telefon in vodi večmilijardno podjetje, enega, dva ali tri telefone. Mislim, tudi sam imam več telefonov, ki jih uporabljam za osebno in poslovno rabo. In jih imam, pa poznam veliko ljudi, ki jih imajo tudi oni. In to v ZDA ni nič nenavadnega. Še manj presenetljivo pa je to v Evropi, ne glede na to, ali sem v Nemčiji, Franciji, Španiji, Italiji ali kjerkoli drugje. Jack Rice, dal si mi veliko snovi za razmislek. Želim počakati in videti, kaj se bo razvilo, kaj se bo zgodilo. Ampak hvala ti, da si vzel čas. Odlično strokovno znanje, odlična analiza. Kot vedno, hvala ti, prijatelj. Hvala ti, prijatelj. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju vsi skupaj. Hvala, ker ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevem Peacocku. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu, moji oddaji na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. I'll see you next time, everybody.